Torej, po 5 dneh kontracikljanja Prvi, drugi, tretji, četrti, mi je precej zrasla brada, upam, da se vidi. Zato sem tudi izbral tale bližnji videoblog kader. S kolesom pa, ja no, sva sicer na ti, tu pa tam ga peljem na sprehod, ga tudi zajaham, recimo po mestu ali pa sicer, ampak da bi pa skupaj osvajala neke nepredstavljivo dolge razdalje, tega pa ravno še ni. V teh 5 dni, ki sem jih imel na razpolago, zdaj, odkar je kolo narejeno, sem za vajo uporabil 3. Zato, ker sta bila 2 dneva namenjena v bistvu servisu kolesa, ker je popustil var na tej balanci, s katero ga upravljaš. Zato, ker so to precej ogromne obremenitve, pa ves čas padaš in enostavno var popustil. No, zdaj smo zavarili en tak ogromen šiv okrog. Var, ne šiv. Zakaj šiv? No, tako da upam, da bo stvar držala. V teh dneh sem poskušal pač čim bolj učinkovito vaditi, oziroma se držati ali pa poskusiti nekatere nasvete, ki so mi jih ljudje dali. Nekateri so se izkazali za bolj uporabne, nekateri za manj uporabne. Recimo, super se je izkazalo tole poganjanje, tako kot bi otrok imel tega poganjavčka, to je luksus. Zato, ker malo počasi vadiš to smer levo-desno in čist rahlo te nagibe, pa padci niso tako sunkoviti. Za zelo koristno se je izkazalo tudi sprehajanje s kolesom. Recimo zdaj, kadarkoli kam grem, pa da bi prej šel s kolesom, grem zdaj s tem kontraciklom, samo da ga ne poganjam ves čas, recimo kadar je gneča ali pa kaj, je lahko to zelo nepredvidljivo. Ni pa nevarno, recimo kadar mi kak otrok, če že slučajno gonim, in nek otrok steče pred ta kontracikl, v bistvu jaz v paniki preklopim na stare reflekse in tudi padem. Se pravi, zgleda zelo požrtvovalno, zgleda, kada sem se za onega otroka, ki je skočil pred balanco, tudi jaz v požrtvovalnosti katapultiral. To je dobro, to je super. Hkrati pa počasi tudi v teh množicah, ki se sprehajaš zraven, vadiš te reflekse, že levo pa desno me včasih malo rukne ven. Potem pa, tale najboljši nasvet, oziroma najslabši, brez roka, ne? No, to ne gre. Zato, ker je to še toliko bolj težje. Pač ne gre. Poskušal sem, že tako je problem, da se ne morem peljati nekaj časa, ne? Se pravi, brez rok pa gre najboljš takrat, kadar imaš že nekaj hitrosti. In tudi takoj, ko spustim, bam, padem. Ne vem zakaj. Mislim, da ta vožnja brez rok v bistvu pomeni, da mi balanco, levo pa desno, nekako usmerjamo z nagibom. Se pravi, dvojno delo. Zdaj naredim nekih slabih 7 metrov, 10 metrov, če je sreča, v bistvu, ampak potem padem. Nekje 10 metrov, ne? Tako da upam, da bo to počasi napredovalo. Aha, še ena super stvar. Tale ustvarjalna ekipa, se pravi Robi pa Tomaž, pa jaz smo se pogovarjali, kako bi zdaj to nekako testirali čim boljš, oziroma testirali. Pojavilo se je to vprašanje, če je možno voziti najprej kontracikl, potem pa navaden bicikl, eno za drugim, brez nekih resnih napak v vožnji. Recimo, nasvet je bil tudi, da bi začel kar vaditi oba kolesa hkrati, se pravi, da bi vadil voziti kontracikl in navadno kolo skupaj, ampak tega še ne bom zdaj naredil, zato ker me ful zanima ta trenutek tega, da ne bi znal voziti navadnega kolesa. Tako da bom počakal s tem. Ko bom res obvladal kontracikl, bom poskusil voziti navadno kolo. In v tem trenutku, na tej točki, sta mi Robi pa Tomaž postavila en izziv, ali pa, ja, recimo izziv, da bi imel neko progo 5x po 100 metrov, slalom, se pravi med nekimi stožci, kjer bi bilo treba na vsakih 100 metrov zamenjati kolo. Se pravi, prvih 100 metrov slaloma bi šlo s kontraciklom, potem bi prešaltil na navadno kolo. Pa spet 100 metrov slaloma, pa pol spet 100 metrov slaloma in spet 100 metrov. 500 metrov se pravi, ne? No, to me zelo zanima. In bi to rad izvedel čim prej, zato ker bi bilo verjetno ful bolj zanimivo videti, kako to ne uspeva, kot pa, ko to uspeva, ne? Tako da mogoče že kdaj naslednji teden. To pa je zaenkrat vse. Bomo videli, kako stvar napreduje. Po Ljubljani so ljudje že začeli malo prepoznavati to kolo, pa ne vem zakaj. Tako da, če
kjerkoli vidite ali pa bi kdo želel poskusiti, res, to pa res, mi naj napiše, pa naj pride probat. Itak sem večino časa doma in to je res, treba probat, da vidiš, kaj je fora. Okej. Aja. Tega jelena imamo pa že skozi v sobi, pa ne vem zakaj. Pa se mi je zdel super. To je to.